Pa sem se nabol kolen, direkt sem stari moj. Ok, pri tem imamo tako, da imamo tole merilno paličico. Tukaj noter damo, jaz sem že dal noter, sem mislil, da snemam, pa nisem snemal. In pa z merilno paličico dejansko zmerimo, koliko olja je. Mora ga pa biti do kje, zdaj pa ti se znajdi. Ali do sem, ali do sem. Ne veš, pa kaj da. Olja je absolutno preveč in dino je zebo. Zdaj pa tukaj spustimo dol še enkrat olje. Ok, klical sem zdaj na PVG, rekel so mi 1 deci, da gre noter, oziroma 0,7. Šipka, naj bilo tukaj nekje to, na polovici. Ne vem ti jaz, ampak ja, če bi tukaj gor pisal maksimum, minimum, bi bilo to fajn. Tako pa ne piše, pa ti ugibi, jaz sem ugibal, da je do sem. A veš, ne, ona je tukaj nekje, se ne vem. Prav, zdaj bomo ponovili vajo. Bomo pač dal približno in merili šipko, ki je zdaj kje. Sem jaz to mogel narediti prej, ker je bila guma gora, veš. Ker je guma bila dol. To je že to. Štole naj bi bilo to. A veš, kaj bi bilo dober? Če bi jaz dal drugač bremze sem. Pozabili smo dati disk, ploščice, pa Metjakovič. Zdaj pa vse dati dol, pa na novo. Ampak to bomo jutri. Evo nas nazaj, drugi dan. Kolo treba dati dol, jaz sem že nekaj odvil, tako da bo malo lažji. Kot je to, stari moj, če dejansko ne razmišljaš, ampak je en problem, jaz tukaj le moram snemati, razmišljati o kotih snemanja, o svetlobi, plus šrafati. In vsakeč, ko jaz menjam položaj, se pravi, ko moram nekaj drugega odšrafati, jaz moram zamenjati kamero pa to, zato da vi lahko gledate, dejansko moram jaz razmišljati več stvari, zato pa doskrat tudi kaj pozabim oziroma narobe sestavim, ker mi je fokus tudi pri snemanju. Jaz nisem navaden mehanik, ki bo sam nekaj šraufal. Jaz sem dejansko youtuber mehanik in to pomeni, da moram več stvari naenkrat razmišljati, zato mi se dogajajo tudi napake. Če bi jaz imel snemalca, ki bi to snemal in se s tem ne bi ukvarjal, bi bilo dosti lažje. Verjemite me. Se pravi, pozabili smo dati gor bremzo. Bremza je tukaj. Zdaj moram prvo najti šraufe, ker tale bremza pride nekako takole. Evo, moram povijake. Sprav, teli šraufi so čisto enaki kot te za gumo. No, zdaj damo pa spet gumo gor. Pravi, križno zategujemo, obvezno, da porazdelimo. Evo ga, zdaj smo najdeli tale blatnik in bomo tole dali gor. Neke šraufe sem najdel provizorične, upam, da bojo pravili svoje delo. Dober. Zdaj to prije nekako tukaj zadaj. Če že imamo kroso, pa bomo imeli tudi kros blatnik. Veš kaj? Pač dajemo šraufe, kakšne najdemo, ker točno se niti ne spomnimo, kaj kje je bilo. Pokažem, da pravila svoje delo. Ne pravi, za tega ne bomo kaj ničel. Evo, zdaj pa tole. Tole je fregazer, se pravi po slovensko uplinjač. Tale je malo drugačen, tazga še nisem videl, ful ima teh različnih pipc in baje so te za vodo, zato da greje fregazer pri nizkih temperaturah. To je bolj mišljeno bilo tako tam na Norveškem, Finskem, ker tam so res orang mrzle temperature, tako da bom mogel malo še pomisliti, kam kaj pride. Te 3 poznam, te 2 pa meni se zdi prvič vidim, tako da tele bom jaz zaprl dejansko.
razen če bom najdel kakšne cevke, da prije sem gor, bom še videl. Ampak zdajle gremo dati gor frgazer. Se pravi, tole vse skupaj daje not gorivo v sistem in zrak, se pravi mešanico dela, zato da lahko not svečka pržge in vse skupaj pač dela. Se pravi, tole tukaj, kar vidite, tole je elektronski čok. Tega jaz dejansko ne rabim, rabil bi ročnega pri temu sistemu, ampak ker bo to šlo na energijo, bomo tam ga uporabili. Zdaj bomo dali pa zajlo, bomo namontirali vse skupaj. Je malo zamudno, ampak tam, kjer je volja, tam je tudi moč. Pa je šlo, takole. Evo ga, po mukotrpnih 10 minutah sem tole dal gor, mi je ratal. Ampak, ja, skoraj živce zgubil. Tole mi vsake žde na živce. Zdaj me tesnilo tole zajebava. Je staro, trdo, se ne prilega. Ok, to zdaj dela. Zdaj bomo mogli pa preklopiti še auspuh, tukaj ta pokrov, tank za olje, imamo še kar dela. Dnevi letijo, Dino se vsak dan spravi malo šraufati. Zdaj sem v poziciji, da tole cink špulo prešraufam, vzel sem jo iz Energyja gor in jo bom trenutno prestavil na runnerco. Je pa en problem, ker dejansko pri Energyju prije, se pravi, tole gre na štrom, tole prije pa pol gor na motora, in to sem jaz kar odrezal. Pa ko mi zdaj sem se spomnil, da jaz rabim nekako tudi ugasniti motor, kad to pržgem. Ker pa navad ključ obrneš, tle ni ključa, tle ni nič. Tako da en izmed teh je tudi za ugasniti. Ampak zdaj za silo bom jaz uporabil, sam bom dal tole dol, svečke in upam, da bo to delovalo, če ne pa mogo najde tukaj eno, pa videti, jo povezati, da dam na maso, da ugasne motor. No, tako je teorija, kaj je praksa, bomo pa videli. Tako da gremo zdaj to skapdati. Se pravi, kva je bistvo cink špule? Bistvo je, da prenese iz elektrike in naredi iskro za svečko. Je pa kar mraz. Danes je 11. januar in je -6. Tako da hvala Bogu, da sem si nabavil eno pečkico, da malo piha, pa da malo greje, če ne bi bilo kriza v garažu. Se pravi, svečkica, imamo eno rabljeno. Upam, da je dobra. Malo bom olja vlil noter, čist malo. Tako da malo podmaže ta cilinder. Še jaz, kad sem bil mulo, kad sem prvič restavljal svojega Pony Expressa, pa sem dal kar eno svečko not in kad sem obrnil, se je bat zaletel v svečko, ampak jaz nisem vedel zakaj. In potem sem šel mehaniku, ki mi je v bistvu pokazal, da sem imel predolgo svečko. Malo podmažeš z VD-jem, da boljše prevodnosti. Povežemo elektriko skup in zdaj tukaj gre naprej za vso elektronko. Jaz sem to kar odrezal. Ne vem, nimam izkušenj, ampak po moji logiki bi on mogel pržgati, ne glede na to. Je pa res, da nimam kje zdaj ugasniti in bom mogel ugasniti tako. Je pa res, da če primaš svečko tako, pa daš dol telo z ruka. Tako da tukaj je veliko čejev. Ampak glej, vsi se učimo skozi in to pa če. Zdaj lem tele cevi za vodo preklopil. So pa malo take jadne, tako da treba malo to odrezati. Nič odrezati, to gre tako v nulo. Evo ga, tale velika reč je tank za gorivo. Ni glih najlepši, je pa pač od runnerce in je mišljen tukaj, da se ga da spodi, da razbremeni težo. Jaz, če bi dal en ta mal tank od 6, bi najbolj pasal, ampak zdaj za silo bomo dali tole nazaj gor. Da imamo sploh kam ulitke, a ne? Kako to zdaj gor prije, pojma njem, ampak bom že. Tale moramo zategati en šrauf, tisto ostalo bomo pa po moje z vezicami dali skrb. Linija najmanjšega upora, zdaj iskal šraufe pa to, vsej pol s časoma, ko bomo vozili, bomo videli dejansko, kaj se kje obnese, pa se bomo malo bolj potrudili tudi tle, ampak za zdaj bodo vezice zakon.
tako da to nima nikamor jeti. Ta runner bo itak brez štarterja, se pravi, to je električni zaganjač, ampak ker temu spod luknja, pa da ne bi kakšna svinarija prišla, bomo tole zašraufali zdaj za silo. Ko bo ta motor šel na energija, bo pa tole itak usposobljen, da bomo lahko tam pač uporabljali tale električni zaganjač. Tukaj not moramo dati tole zajlico za oljno pumpico. Zdaj tukaj imaš eno črtico, dve črtice in to moraš toliko napeti, da poravnaš te črtice. Zdaj imamo tlele posodico za olje, se pravi, malo še teče ven, ker sem jo spucal, je bila čisto od šmera. Dejansko sem tole drgnil zdaj pol ure, znotri odzun. Tole bom dal zdaj tukaj provizorično, ker za ta setup bomo imeli avtomatsko pač pumpico oljno in rabi olje, da iz nekje dobi, da maže tole. Za ta setup bomo tole dali dol. Pol, ko bomo dali pa hujšo mašino, pa no več bilo avtomatskega mazanja, ampak bo pač na mešancu, tako kot old school, ki si sam zamešaš pa to in tega pol ne bomo nič več rabili. Zato bomo pa zdaj tole dali tukaj, takole to pride, vidiš, in bomo z vezicami tole pritrdili. Evo ga. Bremza zrihtana, malo je bila prebarvana, tako zvijolično, kakor tukaj kaže. Nekdo se je lotil dela, malo je vzel sprej, pa je prebarval in mislil, da bo vijolična, bolj cool, kakor ta zlata. To je Brembo bremza drugač in je bila vsa razstavljena, preštrihana, zapuščena, zarevela. Frčo Moto mi je poslal ene določene segmente te bremze, kot so tale pin, prav tele noter zadeve, varovalkica, in seveda ploščice. Tole sem zdaj spucal, barvo dol zrihtu, namazal. Edino, kar mi manjka še ta vijak, ki pride, se pravi, takole gor. To še dobim, ampak to mi ne prepreči, da ne bi zdaj zmontiral tele čeljusti gor. Čist easy, narediš tukaj prostor med ploščicami, da se usede v disk, nad disk, ob disk, da ga objame. Vzamemo dva vijaka, ki ste zraven prišla. Ok, zdaj situacija je taka, zdaj moram jaz malo povezati tele cevi, se pravi, oljno pumpo s frgazerjem, tukaj gor iz tegale oljnega rezervoarja v pumpo, potem gorivo na tole rezervoar benzina. Sem pa dobil od Frčo Moto ta nove cevi. Se pravi, tale gre tukaj not čez, čeprav tole je malo debelo, da lažje tekel čez. Vedno treba podmazati. Karkoli delaš, treba podmazati. Evo, sem kar ukradel od Energyja, to je ta kratka, oziroma ta oska. Ta oska pride sem. Te pumpice rade crknejo. Mislim, jaz še nisem doživel, no. Govorijo pa svašta. Da rade crknejo, da pač če imaš sploh navid, da je dobro zamenjati. Moram reči Frčo Moto ti, da mi da novo za onega mojega Energyja, da slučajno ne bi ona ta stara crkla. Glej, jaz sem se odločil, ker je itak tesno, da tole sploh nam dajo gor, ker je brez veze. Tako da bom jaz tole sam tako zvezil, kakor je, ker to pač ni ta prava cev, oziroma je predebela. Tale gre sem. Tole sem zdaj povezal, zdaj pa fora je tem, da imam zdaj tukaj, pa tukaj dve cevke. Najprej te iz rezervoarja dve cevke, ampak jaz bom dal samo eno in zdaj mislim, da bi jo dal sem, te tri bom pa zaprl, zdaj pa ne vem, ali bo to dobro ali ne. Dobil sem tole, to je en dodaten rezervoarček, plus tale ena vakuumska pumpa. Dejansko tale runner ima tak sistem čuden, ne vem zakva. Pri navadnih motorjih imaš tukaj tank, ki teče v frgazer, tukaj pa rabaš te zadeve, mogoče zato, ker je tole nižji kot frgazer, se pravi, in treba narediti neki potlak, da vleče. Zdaj sem jaz to dobil, ne vem, kako gre skup, ampak nekaj bom spalamudijo. Najraje bi se rešil vsega tega, pa dal navaden tank in to je to.
Samo očitno druge za zdaj variante ni, tako da bomo tole naredili. Ker ni niti tanka, niti nič drugega. To naj bi sem nekam prišel. Se pravi, tukaj prije z tega sem not, takole, tale gre pa spodnji. Jaz to prvič v lajcu drugač delam. Evo ga, končno sem dobil tale vijak. Šel sem ga kar kupiti v PVG-ja. Se pravi, kot originalen rezervni del. To dvoje povezuje, se pravi, bremzo s temle dovodom tekočine, se pravi zavorne tekočine in tole bomo zdaj prišraufali. Vedno zategujemo z občutkom. Ok, zdaj bomo odprli tukaj, ko gre not tale tekočina za bremze. Kakor vidim, tele tukaj gumice so že kar v K. Tole je stalo dolg časa in upam, da se bo tole dal prezračati normalno. Tole ponovadi je težko očaraufati. Pa hvala Bogu, tale je šel easy, zna se pa pobrati navoj, posi pa v K. Bremze so ključnega pomena, če bremz ni, tebe ni. Tako da tole treba zrihtati. Upam, da nam rabo kakšnih novih delov nabavljati. Evo, šlo easy. Ok, celo neke tekočine je noter. Se pravi, tako gre to. Naliješ olje do vrha, pritiskaš, da požre olje. Tole mora seveda biti zategnen tukaj, če ne zrak vleče. Se pravi, tako najbolj tako na ključu, da imaš, zategneš. Ko stisneš, se pravi, stiskaš, da požre to olje not. In ponovadi držiš, pa tam tega otegneš. In potem tega zategneš in tega spustiš. To naj bi bila fora. Zdaj pa videl, če tole sploh delo. Moraš biti pa ful pazljiv. Ta tekočina je hidroskopična pa razžira barvo, tako da je fajn, če to tekočino v kakšno krpo not zliješ ali pa kakšno posodico, slučajno ne na feltne. Ker če boš dol na feltne, ti bo razžrl barvo in spet ni dobro. Pumpamo, zadržimo, odpremo, zapremo. Pumpamo, zadržimo, odpremo, odpremo. Se pravi, jaz sem zdaj si pomagal malo z zračno pištolo za prezračevanje, ko bi lahko temu rekel, da je izvlekel ves zrak, pa ko je prišel olje, zraven sem pa fineso na roko naredil. Se pravi, sprednja zdaj dela dobro, tako da prime, zdaj ga bo pa narediti še to zadnjo. Vidiš, tukaj v zad se nahaja pod tole gumico, tale prezračevalni čep. Vzameš ponovadi osemko in potem ga odviješ. Bam, tako. Tale ni bil odvit že dolg časa. Upam, da ga nam sfuku. Bilo dobro, če bi vzel gedorco, ka bo lažji. Zakaj gedorco? Zato, da ne posnamem navoja. Evo, veš, kar teče ven. Ojoj, ni dober, treba nabiti cevko gor. Oziroma, jaz bom to v tale prezračevalni sistem. Tukaj veš, tako gre to gor. Ko smo dali to cev gor, preprosto pritisnemo in on vlečemo. Ampak treba paziti, koliko je tekočine v rezervoarju. Če tukaj to pade, potegne zrak in spet je ono novo. Moj vira, moj mehanča. Veš, uči kup narje imajo mehaniki, ti moj ne imaš. Jaz kupim da z mehanik. Vira, ovdje razdravijo motor, ide delo, sjedi. Nam zatvorja vrata, opave avti sve, da gor nam dim. Ne moj vira. Jaj, dina, Ok, zrihtali smo. Tole zdaj funkcionira. Hvala Bogu, obedve. Ampak gled ti te ročke, kakšne so. Ciao. Hvala Bogu, da imamo Frčo Motot. Glej, Frčo Motot je trgovina, ki ima vse dele. In sem mu poslali tele wannabe karbon aluminijaste ročke. Tako da tole bomo zdaj zamenjali. Sprav vzameš eno desetko, spod imaš vijak. Pač odviješ. Če bi to moral prijem, sem vse skup daju. Što je pa lažje šel.
O, podložke so noter. Spravimo 2 podložkice, ki prijeta not. Ta gre ful lepš noter drugače. Ok, to je to. Ok. Ojo, nekaj puca. Kva sem se nabol kolen, direkt sem stari moj, jebem ti. Ok, shit. No, zdaj bomo pa dali, se pravi, tačko gor. Čeprav pri cross motorjih jaz dejansko nisem videl tačk, ker mojka skačaš skozi gor dol, pač butajo, ampak za silo zdaj začetek bomo dali gor. Če hočete gledati vsakodnevne storije, ko jaz delam res v realnem času, to je najbolj, da me followate na Instagramu. Tole zdaj, kaj delam, vi gledate mesece kasneje, tisti, ki so pa na mojem Instagramu, pa to gledajo vsakodnevno. Pa kam se zdaj matico dal stari? Pa sam sem jo naštim. In kar zgine ste, ne kar stvari zgine. Zdaj moliš Boga, da si prstov ne vščipneš. Au! Sem se že udaril. Tako je. Evo ga. Seveda vedno je problem najdeti luknjo, ker če bi majster zdel luknjo iz prve, imel bi 10 jece. Zdaj je čas, da se dal smo gor. Zdaj bomo malo tam preverili, če ga je gor. Ok, s telemi rokavicami je tako narodno delati. Ena matica v zadnji je padla nekam dol, nijem pojma, kje je. Klasika. To vedno zgubiš, ali pa ti ostane preveč matic, ali pa šraufov to. Nisi mehanik, če ti ne pade. Če ne pade, nisi mehanik. Če ti ne ostane odveč vijakov, nisi mehanik, zapomni se, nisi. Po milimetri, zdaj 3 ure se jebat s tem, da zategneš, 3 ure se jebat. Za en ta malu matico se možda 3 ure jebene jebat, ker ne gre gor na gedorca. Premika se pa po milimetra, pa to je neverjetno. Pa to je neverjetno. Zdaj se mi bo ta gedorca zakajljala in tako je ven ne bom dobil. Kva sem rekel? Kaj? Kva sem rekel? Itak se je zakajljala, itak. Joj! Ok, zdaj smo prišli do balance. Sicer frčo noto mi je poslal en tak štekar, v bistvu po angleško kill switch. Prvič tole vidim v živo, vem, da obstaja, ampak nisem imel izkušenj z njim. Zdaj, kam da ga postavim ti sam, ne vem, ampak recimo, da ga bom dal nekako takole. Pri šraufu. Zdaj, jaz mislim, da dejansko pozicija tega kill switcha se bo dokončno določala, ko se bo tole vozil in se bo videl, kaj je najbolj prikladno. Se pravi, prije tako en tak ključek, vidiš, na en taki špagi. In ta ključek prije tukaj vmes. Dokaj je ta ključek vmes laufa, če ti padeš, recimo to imaš na roki, padeš, to povleče, to pade nazaj in ga ugasne. Ok, situacija je zdaj taka, tole so kabli, ki pridejo iz štroma, pravi, tukaj gor. In zdaj sem malo vprašal, rekli so, zelena je za ugasen. To zeleno bom jaz zdaj odvil, enega od teh bom povezal sem, to drugo bom pa povezal na maso. Zdaj jaz upam, da je zelena, ne vem, nimam pojma. Te ostale bom izoliral in pol bom pač preklopil. Pa bom pa videl dejansko, če je to. Bo pa to zdaj čisto provizorično, toliko, da se vse skupaj to poveže, se viče dela, pa bomo naprej šli malo bolj finese. To je še taj kineski izolir majster, kar drži nič. Drugač bi jaz to zalotil, pa s tisto požirko vse skup, ampak ker ne veš, mogoče ta ni prava, bomo ga odlepati. Zdaj pa dejansko kva rabimo? Rabimo tukaj eno pipco, zato da lahko preklopimo na tole vakuumsko pumpo.
ker pa jaz te pipce nimam, pa nimam več kaj za danes narediti. Tako da, ko dobim pipco, nadaljujemo. Evo ga, dobil sem tole pipco, ali kakorkoli bi lahko temu rekel, nastavek. Mi je prinesel en prijatelj, Vito, in to prije tukaj noter v ta krog. To mi malo ohlapno gre noter, ampak moram najti v bistvu način, kako da to tukaj pretrdim. Če mi za lepo z lepilom bo itak šlo dol. Mogoče imam en Gorilla Tape, mogoče bom pomagal, oziroma tisti želez, ki je za hladno varjenje. Skratka, nekaj bom moral ugotoviti. Bom kar lepil uporabil, ta je neki Gorilla Glue. Sprav tale Gorilla Glue, piše naj bi lepo tudi metal. Zdaj edina fora je to, ker se to dosti segreje, ampak glej, itak to, ko bo šlo na Energy, ne bo rabil te pipce, tako da tole je zdaj sam za nekaj časa provizorično, pa bo to zalepali in s tem ta problem rešil. Naslednje jutro, tale pipca ne gre nikamor. Oh my god, kaj je pa tole zrastal. Glej to je neverjetno. Ampak dobro, tole bo zdaj držal. Tole itak prije tukaj filter čez, pa se ne bo nič videl. Ampak vem sam, da gre, da smo tukaj pripravili tole cevko. Zdaj smo to zrihtali, malo grdo zavijati, da bi pobruhal vse skup. Ne moram zaradi kamere, ker snemam, ne moram delati. To je to. Ne moram zraven prijeti, ne moram parijeti, ne moram nič. Končno jebati. Ko vas pa zdaj razkopal, ugotovil sem, da tukaj zvonc zapenja. Po moje zato, ker tale podložka ni prava, ni preoska. In ko se tole not usede, se tukaj začne zapenjati. Reč, to je to, zdaj smo to povezali. Vse smo povezali, kakor vem, elektriko vse tole zrihtam, grem pa benz, pa bi mogel probati zalaufati, pa še vodo vliti. Evo ga, to je bila prej podložka, zdaj sem pa najdel to. Se nijem pojma, je ta prava ali ni, sam je ful širša, tako da mogoče je ta zraven prišla, čeprav mi ne deluje, kot da prije zraven jasunja. Pa gled, bomo probali, da idemo če to.